čuden feeling na volanu je prišel, kot da bi, ne vem, volan mal ne hotel se odvrteti, kot da bi bil malo zaklenjen. Vidite, je spreden konec avto v zraku. Malo prej, prav. To so kvalifikacije, v redu? Tako, ja. To še povedala naša cajt. Kaj to moraš imeti, kaj to? Res, tebe. Čakaj, kaj še? Prav, menjeno. Good. Odhod s nami. Ali smo pozni? Med jutrnega šopinga. Prav fascinantna je tale pizzerija. Čista, ne? Evo nas. Pravi plover. Ostali člani ekipe se ne bi strinjali z mano. Rabimo kopalke. Kopalke. Dobro jutro! Dobro jutro! Dan 2, Tuning World Bodensee Drift Championship, Round 1. In v bistvu imamo zdajle eno urco treninga pred kvalifikacijami, kar pomeni, da v najboljšem primeru odpeljemo ene 3 practice kroge. Ja, 3 bo kar po moje optimistično. In se počasi pripravimo na same kvalifikacije. Battle plan je za trening, da v bistvu razbijemo oba nova paragum, da sta že malo laufana in da je oboje pripravljen za kvalifikacije odpeljati, sebe pripraviti mentalno in to je to. Upamo na kar se da uspešen dan danes, napredek od včeraj je ogromen in ja, sem kar optimističen glede današnjega dneva in svojih voženj. Moj danes briefing, pa Sonač. Looking forward. Torej, track layout na Drift Championship Round 1. Zelo podoben kot prejšnje leto, se pravi, imamo štart, lead driver štarta na levi, chase driver štarta na desni in kot vidite je zelo kratek initiation. Ne vem, koliko je to vsega skupaj, 20 metrov, sem po moje lahko preveč rekel. Sicer kar so naredili, so zdaj prestavili v bistvu točko initiationa še za nekih 5 metrov globi, kar je za nas veliko boljše, čeprav bi rabili še enih 10-15 metrov. Ker kaj je problem? Štartamo v drugi in se pravi nekje na tej točki, med tema dvema stožcema, mora avto biti že na počeza. In zgodi se glih to, da ko štartamo v drugi, menjam tukaj v tretjo. Tlej nekje menjam v tretjo, ker moram menjati v tretjo čim kasneje, zato da se mašina zvrti in da ne pademo pod boost. In v tem, ko šaltamo v tretjo, moramo tudi avto flikati na počez, kar je pa zelo zoporen, narediti ta manever z volanom, plus še zašaltati v tretjo prestavo. In zdaj smo pogruntali, kakor sem omenil, da
uporabimo v bistvu mičken ročno, tako da v bistvu avto disturbamo, da gre na počesi in klač kikamo naprej. Se pravi, z zelo takim nežnim flikom vse skupaj se izvede. Tlele nekje je tale grbina, ne vem, koliko se ki na kameri vidi, na posnetkih se bo sigurno dobro videlo, da tukaj avto kar v redu poskoči. Delamo tranzicijo v dolg ovink in potem na tistem koncu že prva outer cona. Pridemo okoli do tistega belega kvadratka, ki ga tam vidite. Tisti je notranji touch and go, kar pomeni, da moraš s prednjim desnim kolesom se dejansko sam dotakniti tega, s prednjim levim kolesom sam dotakniti te točke in potem zopet prelagaš nekje, dajmo reči, malo pred to grbino tokrat in zunanji touch and go, podobno kot inner touch and go, zunanji touch and go, se ga dotakneš samo z levim kolesom avtomobila, pač seveda preferirajo po sredini, ampak ja, vidite, koliko je tole mehno, zdaj kaj je sredina, kaj ni sredina, in vlečeš tale ovink, tam je lepo pobarvana še predzadnja bela cona in zapiraš tokrat v notranji del steze, kjer je še zadnja zunanja cona, ki jo moraš celo zafilati in čez tole črto skozi cilj, nekje sredina proti zunanjemu delu je tista nekako idealna linija in pomiriš avto, zapelješ ven. Tako da sliši se zelo enostavno, za odpeljati, vsaj za nas niti ne toliko enostavno, to je to. Trenutno je bo tole še najbolj, kar sem se do zdaj komod počutil v avtu. Probal sem edin zadnjo cono res kot full powerja pripeljati, pa sem pač malo overshootil, se zvrtel. Za publiko je bilo tole
sem šel res full commitmenta. Končno mi je uspel tudi malo več brzine pripeljati na initiationu. Tranzicija, full throttle je bilo malo preveč in me je dejansko sam vošal ven, ker sem bil malo preširok in na nekem delu, ker ni bilo to gripa. Enostavno ni avto porinalo to vin, mogoče tudi če gume malo pregrete. Tako da, evo, damage is done, hvala Bogu ni velik. In ja, fantje so zrihtali, gremo nazaj furat. Ja. Se pač našel, ker pač naprej už ima tega dan počasno, ki se postavili namenoma. A ti zdaj gume tele dol poberam? Dej. Sam pogledaj, če je kaj pod avtom mogoče, sam pogledaj, ni kaj pod avtom. Vse kur. Ok. Let's go! 15 minut še treninga. Dajmo avto pripraviti za signing session čez slabe pol ure. Tako samo da se malo briše pa to. Sprednji gume ogrejem, tam bolj sem tako, da tudi zadnje. Mogu sam malo biti nižen, da ne bi preveč degradiral za unih 3 dane. Ja, računi pa to tako, ker je asfalt vrot zdajle, tako da napad z prvega rana zelo toplo. Ampak ker bi ta prve, Ja, si gre, da ne bi šel glih čez nos. A mislim, da še to ne? Drž se. Vse veš, da moraš tako odperati, da ne boš rabo sploh do drugega voziti.
Silvia S14.5. Mit wunderbar geilem Klang. Hätte hier ein bisschen weiter außen sein können. Ja, spät nach außen gekommen. In Kurve 2. Und dreht sich hier fast ein. Alter, hat er es fast verwachst. Ja, zum Schluss hin noch einen ordentlichen... So, jetzt Trainer. Hätte ein bisschen weiter ausbleiben können. Inicijacij v redu, cone definitivno sem bil preplitek, medtem ko sem po moje touch and go kar dobro pokril. Ja, potem skozi zadnjo cono me je skoraj zvrtel, sem mogel avto jeti in v bistvu pokrajšati linijo na ta račun skozi cilj, ampak upam, da tole ne bo kaj prav zelo velik deduction, ker je bilo to res čist zadnjih par metrov steze. Gremo drug rang. Muss hier natürlich jetzt liefern. So, erste Kurbel schön weit außen, Zone getroffen, Touch and go, sehr Und weit liebe innen. Freunde, Hügel geworfen bedeutet für uns Off-Track. Und dieser Lauf wird somit bewertet. Lieber Benny, sag's uns. Ja, mit 0 Punkten, leider. Dobra inicijacija, cona ena, cela pokrita in potem sem malo posekal v ta prvi touch and go in ko sem tranzicijo delal, sem po moje stožec bil, če ne celo dva. Čist nerelevantni zadevi, ampak po moje bo tole nula, nažalost, tako da točno vem, kaj moram za ta trepo narediti, da dobimo en tak perfect score, tako da let's go! You did 2 runs? Yeah, 2 runs. Yeah, then do over. They said 3 runs. Only 2 runs. We said it in the morning in the briefing, 2 runs. We asked in the morning, they said 3 runs. 2 runs, yes. That's not cool, man. That's really not cool. Sorry, no. Ok, zaključili smo, pravi sem, kavarana, ne vem kako. Tako da, sorry, to je to za danes. Dan 2,
treningi zaključeni, kvalifikacije zaključene, dneva še ni konc. Zdaj se moramo pripraviti na show-off drift event, tak večeren edition, recap okoli kvalifikacij in vsega in zakaj jutri ne peljemo v top 16, pa še sledi. Dan 3 Drift Championship Round 1 tukaj na Tuning World Bodenseju. Ja, včeraj nismo naredili recapa dneva, ker je bil dan dolg, čeprav je bil kratek. Dan se včeraj začel z enournim treningom in potem nadaljeval s kvalifikacijami, kjer je prišlo do ene miskomunikacije na drivers briefingu, ker vsi mi ne nemško govoreči smo dobili informacijo, da peljemo 3 kroge kvalifikacij in valjda greš z nekim mindsetom, kako se boš lotil samih kvalifikacij in ja, lahko še smola mogoče to, da smo štartali takoj za dvema Švicarjema, Jošvo in Ivesom iz Toyota tima, ki tudi furata Drift Masters in itak njihova rana nista bila perfektna, ampak vseeno sta bila nek benchmark, ker to je enormna količina dima in vsega, ker konec koncev ima ta avto skoraj 2-kratno količino konjev, kakor ima naš. In ja, pač plan je bil prvi run, naredimo en tak safe run, kar je to tudi bil. In dejansko je bila samo ena napakica, bom rekel, pri vstopu v cilj, prišel sem malo preveč plitko skozi cilj in sem vedel, ok, tle smo izgubili kar nekaj enega skora, ampak ok, ne. In potem drug ran je bil plan, gremo čist agresivno odpeljati in vidimo pol, kako se bomo lotili tretjega, bomo mogli se malo bolj nazaj držati, ali lahko še enega agresivnega odpeljemo. In v bistvu ta drug ran se začel zelo dober initiation, prva cona on spot pokrita, mogoče celo mičken preveč in potem sem avto našpičil v prvi inner clipping in s tranzicijo v drugi outer clipping prišel nekako malo preveč na zunanjo stran steze in zadnjim koncem zapel 2 stožca in ja, to je bila že nula, ne glede na to, da sem pač cel layout potem odpeljal solidno. Pridem na štart, da se pripravim za tretjega, cel napaljen, zato ker je initiation bil smooth, prvi zone je bil top in sem vedel, da lahko odpeljem kompleten tak ran, brez napake, na kar mi štarter pokaže konc in je bilo kaj konc, ja, 2 rana si odpeljal. In dejansko lahko rečem, da vsi, ki so pričakovali 3 rane, ki so bili za mano, so bili čist jezni. Tudi tukaj sosedi iz Danske sta se v bistvu oba lotila na enak način kot jaz in tudi oba na ta račun izpadla. Kar je pa še najbolj beden, predvsem tem je bil pa moj skor prvega rana, ker ko smo seveda spremljali live stream, kako peljajo drugi, gledali njihove vožnje, je naš skor bil čist prenizek. Mogel bi biti to nekih dobrih 60 pik, po temu, kar so drugi dobivali, kar je bilo tudi nekako zadosti za uvrstitev v finalne vožnje, ne glede na to, da je to zelo majhen skor,
Jaz se zavedam, da moja vožnja ni bila on spot, ampak za skor, ki sem ga dobil, mislim, da je tako obče jasno razvidno, da ta skor definitivno ni bil na mestu. Dan je bil pa še vedno na vselej dolg, ker smo še vedno potem peljali naprej za publiko. Naredili smo še en večeren show-off in pol je bila že ura toliko, da se nam je malo mudil po gorivo, po hrano in hitro še vrš tuč na afterparty in ja, dam čim prej spat. Plan za danes je odpeljati še par trening krogov, malo za sebe, malo za show-off in to je to. Zdajle trenutno potekajo top 32 battli. That's it. Mi smo današnji dan končali kar dosti prečasno, ker smo prišli sem, smo se pripravili, warma, box, prosili so nas, če bi lahko za par drift taksi voženj poskrbeli, smo rekli, ja, okej, ogrevali avto, naložili prvega noter, prišli na štart in ja, hotel sem še gume malo ogreti, ker smo pol dolg časa čakali, ker se je nekaj na stezi dogajalo in so vse skupaj nekako čudno zavrteli, sam sem klank in ja, pol akse odletela zadnja, tako da smo avto porinili v boks. Tudi tak so uspeli zamenjati, ampak nekako znotraj ekipe se odločili, da pač enostavno zaključimo vikend, ne drezamo več v srečo in naredimo še kakšne škode. Drift Championship Round 1 tukaj na Tuning World Bodenseeju za nami. Čeprav ne po pričakovanjih, lahko rečem, da je bil en tak zabaven, podaljšan vikend, ker ne glede na to, a se uvrstiš v finale, ali če ti ne gre najbolj, se še vedno tukaj zabavaš s to množico ljudi, ki je neverjetna, energija je neverjetna, tako vsi so vzpodbudni, vsi kažejo fenomenalen interes za vsakega voznika, za vse vožnje, za vse avte. Neverjeten je tudi to, ki pridejo do boksa, hoče se slikati, hoče avtograme, tako res ena vrhunska izkušnja tukaj. Drugače, kakorkoli, kar sem že omenil glede kvalifikacij, je kar je, čas je, da se vrnemo nazaj v bazo, pogledamo vse posnetke, analiziramo vse stvari. Jaz vem, da sem imel to v sebi, da bi se lahko uvrstil v finalne vožnje, ampak žal se ni šlo. Zakaj? Kakor sem že omenil. In pa ja, čas je, da se pripravimo za naslednjo rundo, ki ga nas čaka pa na Hockenheimringu, legendaren Hockenheimring. Do takrat pa seveda verjetno še neki drugi eventi, dogodivščine v delavnici in tako naprej. Če še niste naročeni na Dry Day kanal, ne vem, zakaj to še niste naredili, ker se res trudimo s kontentom in vam probamo deliverati najjači kontent, kar je možno. Subscribite, šerite kontent, lajkite kontent, stisnite kakšen kul komentar in do naslednjič. See ya!